Posebej močno, ko smo pred leti že romali v sveto deželo, v noči se pospeli na gori Sinaj, ker je Mojzes sprejel tablo 10 zapovedi, in ko smo čakali vzhod, da se sonce pokaže, to je čudovito doživetje, smo bili tako z Janezom skupaj in neverjetno močno, duhovno, prijateljsko, z občutkom bližine, ki bi lahko prijel, doživeli to, bom rekel, naravno čudo. In kadar molimo, tudi to mašo, smo imeli za njega, ne zato, ker smo upali, ampak da v njem, v nas prebujamo to svetlobo, veselje Boga in da mu v molitvi podarimo tisto bližino, ki smo jo takrat čutili, pa še globlje. Zato še enkrat povabilo, da zanj molimo. Janez je bil tisti, ki je vedno rad fotografiral, ogromno njegovih fotografij, imam shranjenih, čudovite, nekatere prav umetniške. Zato predlagam, ko bomo po zadnji pesmi zaključili to sveto mašo, da ostanete v tej kapeli, se usedemo, kar sede, pa bom prosil nekoga iz zakonske skupine, da pride, pa bomo naredili eno skupno fotografijo, pa mu jo pošljemo s podpisom, smo s tabo, molimo zate. In pa tega nismo navajeni, ampak bomo napisali tudi to, Janez, radi te ima. A lahko? Ja. V imenu vseh. Ja. Gospod z vami.